Tako, ena izmed ključnih tem vsakega partnerskega odnosa pa je ujemanje. Kaj pravzaprav pomeni, da se dva človeka ujemata? Je to nekaj, kar preprosto začutiš ali obstajajo konkretni dejavniki, ki vplivajo na to, kako dobro dva posameznika funkcionirata skupaj? Naša gostja nam bo povedala, kako najti tisto pravo ujemanje. No, to pa je tema. Igor, si že kaj izvedel? Tudi za naju. Ne še, se bom pustil presenetiti. Dobro jutro. Tamara Prejac, čas je v naši družbi. Dobro jutro. Dobro jutro, hvala za vabila. Dajmo malo tole besedo ujemanje najprej raztolmačiti. Kaj pravzaprav pomeni, da se dva ujemata? Ja, zdaj ujemanje je pravzaprav zajema malo več stvari. Prva stvar je definitivno, da partnerja oziroma dva, ki se spoznavata, nekako delita iste vrednote, da imata podoben način razmišljanja o življenjskih stvarih, da imata podobne življenjske cilje, recimo tudi cilji v sami zvezi, kaj si želita od zveze, da so podobni. Ja, pa obstaja recimo znanstven način za neko merjenje ujemanja? Ja, zdaj na on smo na podlagi več kot 20 let izkušenj delali s samskimi, ki jih pač povezujemo v resne zveze. Smo razvili algoritem, ki je temelj za našo storitev, ki se imenuje dvosmerno ujemanje profilov. To je pravzaprav ena taka kartica ujemanja na samem profilu osebe, ki pač uporabnik gleda, recimo potencialne simpatije, kjer so razdelane te faktorji ujemanja. Recimo, ugotovili smo skozi vsa ta leta, da so najpomembnejši faktorji ujemanja torej izobrazba, želja po otrocih, torej ali je želja ali ni, finančno stanje, tudi kadilske, pivske navade so malo pomembne. Potem sama veroizpoved, recimo tudi skupni hobiji oziroma interesi so del tega. Potem je pa tudi ta fizični izgled. To me je ravno zanimalo. Verjetno je pač nekako vedno, ko zagledamo slikco nekoga, glede na to, da govorimo pač o spletnem povezovanju, je izgled verjetno zelo pomemben. Ja, zdaj, kar mi ugotavljamo v vseh teh letih delovanja, je to, da tisti, ki objavijo fotografijo na svojem profilu, na on, imajo bistveno več uspeha. Tudi tisti, recimo, ki se v prvem sporočilu malo bolj potrudijo, pa napišejo kaj več, kot živijo, kako si, imajo tudi bistveno več uspeha. Tako da tole je kar pomembno. Pa potem vi povežete dva potencialna partnerja? Tudi, ja. To smo tudi razvili pač na podlagi vseh teh izkušenj eno storitev, ki se imenuje Kupi dela zate. Mi dejansko pogledamo kriterije določene osebe oziroma enega uporabnika in poiščemo njemu primerne kandidate na podlagi ravno tega hobijev, fizičnega izgleda, tudi astrološko ujemanje recimo zajemamo. Res? Ja, tudi, to je tudi pomembno, predvsem za ženske, to precej rade pogledajo. Pa to dvosmerno ujemanje profilov, potem poiščemo ta, ki sta kompatibilna in tudi smo šli korak naprej, tako da med njima tudi izmenjamo prvo sporočilo. Tako da tudi prvi stik pravzaprav že med njima vzpostavimo. Kaj pa recimo rek nasprotja se privlačijo? Ja, zdaj tako je. Na začetku same zveze, ko se še spoznavamo, je definitivno to privlačno, do določene mere. Pač, če spoznamo osebo, ki ima določen življenjski stil, ki je drugačen od našega, nas to malo zanima, smo radovedni, kaj pa kako to poteka, je definitivno zanimivo. Ampak dolgoročno je pa potem potrebno malo razmisliti, ali so ta nasprotja, torej da se jih da iti čez njih, ali so enostavno prevelika in ne gre. Pa potem se tudi skozi spoznavanje pokaže. Kako uspešne pa so spletne zmenkarije na podlagi vseh teh kriterijev, ki jih pač določate in poskušate seveda najti neko podobnost med dvema? Ja, moram reči, da kar deluje. Seveda je treba vložiti nekaj truda in časa v to. Imamo recimo v vseh teh letih delovanja več kot 30.000 parov, ki so se od nas poslovili z razlogom, da so se našli pri nas. Tako da deluje, ampak kot rečeno, je treba se aktivirati, pa najti nekoga, pa spoznavati, pa čim več se pogovarjati, iti na zmenek in tako dalje. Kako pomembno pa je to čustveno ujemanje, če ga primerjamo z, ne vem, intelektualnim ali pa fizičnim? Zdaj, fizična privlačnost je na začetku spoznavanja definitivno pomembna. Tako, kot smo že prej omenili, je tudi recimo slika na portalu samem, tista prvi stik z osebo,
tudi na podlagi fotografije nekako pogledaš profil, se malo poglobiš. Podobno tudi to prvo sporočilo, kako ga napišeš, če to lahko povežemo z intelektualnostjo. Samo čustveno ujemanje pa se potem gradi skozi samo spoznavanje. Torej, ko se dva spoznavata, ko pač začenjata zvezo, delujeta skupaj, vidita, kako pa kaj gre potem tudi s čustvi skupaj. Torej, podobno kot naš šov, ne? Poroka na prvi pogled, recimo. Ja, recimo. Sicer pri nas je tako, da se uporabniki sami poiščejo med sabo, pogledajo lahko seveda to dvosmerno ujemanje profilov, astrološko ujemanje, potem pa na podlagi tega oni ugotovijo, ali pač je potencial za razvoj dolgoročne zveze ali ne. Pa tudi treba malo poskusiti, pa se malo začeti pogovarjati, pa videti, kam zadeva pelje. Kako pa se pravzaprav sploh prijavimo, oziroma kaj moramo vse vedeti, preden se odločimo za to, da bomo si partnerja poiskali na spletu? Fotografija je ključna, ne? Fotografija je zelo pomembna. Mi načeloma v koraku same registracije tudi vodimo, bi rekla, po korakih, tako da to je zelo enostavno. Je pa pri sebi treba vedeti, kaj si želimo od zveze, kakšnega partnerja si želimo in tudi moramo vedeti, da smo pripravljeni na zvezo ali ne, ker zveza vseeno zahteva neko prilagajanje tudi določeno. To je tisto bistveno, se mi zdi. Zdaj, skupni interesi, nekaj smo se jih že dotaknili, omenili ste, da na začetku je že tista radovednost, kako pa zgleda njegov svet, ne? Ja. Ampak vendarle dolgoročno pa je pomembno, da imate neke skupne interese tudi. Zdaj, dolgoročno je definitivno fajn, da so kakšni skupni interesi, zato ker lahko na podlagi tega potem partnerja tudi gradita svoj svet skupaj. Po drugi strani je pa tudi fajn, da imata tudi vsak zase nekaj. Torej, mogoče kakšen svoj hobi, s katerim se ona dva samo ukvarjata, vsak zase, bi rekla. Glede na to, da je v Sloveniji vse več samskih, kakšna je povprečna starost, me zanima, ljudi, ki iščejo potencialnega partnerja na spletu? Ja, zdaj načeloma imamo dve skupini. Prvo so tisti mlajši, recimo, ki iščejo prvo zvezo, ki niso še, recimo, do 30. leta niso še vzpostavili, pa zdaj iščejo. Potem so pa tisti starejši, dajmo reči nad 55 nekje, ki pa iščejo drugo zvezo, oziroma bi rekla, da so tisto glavno že nekako imeli, pa pač zadeve niso šle tako, kot so želeli, bi rekla, so se ločili ali pa so bili kakšni drugi razlogi, zakaj je zveza ni obstala. Pa iščejo zdaj novo zvezo, večinoma pa iščejo bolj ali manj prijateljstvo, ki se potem razvije lahko tudi v kaj. Pa lahko govorimo o različnih vrednotah, ki jih imata ti dve starostni skupini? Ali je enako vodilo? Lahko. Pri starejših, kot rečeno, gre bolj za iskanje družbe, bolj za prijateljstvo, da skupaj preživljajo prosti čas. Običajno je tudi tako, da imajo družine že. Pri mlajših pa iščejo partnerje, da si bodo lahko družino ustvarili po večini. Torej, zdaj vse vemo, kako to poteka. Teorija jasna. Teorija jasna, ampak seveda potem na koncu morate pa partnerje narediti tisto glavnino. Ja, zdaj, kot rečeno, začetek se zgodi, recimo na portalu, na spletni aplikaciji, potem po določenem času pogovora, ko se nekako občuti, bi ali ne bi, no, če bi, je pol treba čim prej na zmenek v živo, da se tudi te energije začutijo, če potem je potencial, da se kaj razvije. Hvala lepa za vsa pojasnila, vse dobro naprej. In čim več parov želimo. Seveda, to pa ja. Hvala lepa.